En prav lep pozdrav, zelo hiter video glede na to, kaj se dogaja na Ethereum omrežju. To v bistvu dosti približno, ker, ni skoraj nobenemu skoraj nič jasno, kaj se dogaja. Ampak pač na hitro, da vam pokažem, pa zdaj imam 2 stejka za odstejkati, Hex, in vam bom povedala, kaj bom jaz naredila, pa ne gre za finančni nasvet, samo v bistvu, kaj jaz delam, pa kaj jaz kako razmišljam. Tako da mogoče komu v pomoč razmišljati, da se sami odločite. Zdaj, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da je Ethereum šel na 2 dela. Dejansko se je zgodil prav fork, in sicer na Classic Ethereum omrežju. In sicer ga zdaj pač rudarji imajo ta fork, a ne. Ethereum omrežje je uspešno šlo na update, to ni Ethereum 2.0, tudi slučajno ne, ampak je samo pač nadgradnja te mreže z drugačnim konsenzom potrjevanja pogodb, to je vse. Se pravi, iz proof of work so šli na proof of stake, a ne. Vendar je stara mreža proof of work, je ugasnjena in zdaj so, rudarji, nekateri rudarji pa razvijalci, ki prisegajo na ta način delovanja, so na, originalni mreži Classic naredili naprej, a ne, pač delajo ta projekt naprej. Zdaj ne ve se točno, kaj, še sami ne vedo točno, kaj bodo, zdaj so se dogovarjali med seboj, kaj sploh, ali zaračunavati fije ali ne, kaj narediti, v bistvu kakšne cene, a bo menjava 1:1 oziroma, pač odcepitev fork se je zgodil tako, da je bil posnetek mreže. To pomeni, da vse, kar imate na Ethereum omrežju pa Binance mreži ERC20, imate kopijo tega, a ne, torej se je dogodila kopija, tako da zdaj je treba biti zelo previden. Jaz imam pa ta teden za odstejkati 2 Hex stejka. Dajmo na hitro pogledati, kaj se dogaja, pa kaj narediti. Recimo jaz sem tole, seveda moram narediti zdajle, samo sekundico. Share screen, takole. Share, evo, no, zdaj pa bo. Torej zdaj vidite, kaj jaz vidim. Tole je MetaMask. Tole, tole je v bistvu MetaMask in, zdaj jaz sem vam rekla, da vsakič, ko uporabljam MetaMask, ga zbrišem in na novo v bistvu naložim. Zdaj bom naredila čisto tudi, na računalniku povsem nove račune, vse novo, tudi Google account bom naredila čisto nov, vse na novo in bom nadaljevala tako, da bom vsakič naložila MetaMask na novo. Če pa uporabljate MetaMask, ga obvezno updatate, a ne, tukaj v bistvu celo je, javil neki bug, dejansko, da naj bi restartala, takole se dogajajo stvari, a ne. In, tole ni, to je testna denarnica, ki jo imam že nekaj mesecev, tako da mi je čisto vseeno, ampak je fino, da vam pokažem v bistvu, kaj se lahko zgodi. To je lahko eden od načinov, da izgubite komplet vse, kar je vsebine v vaši denarnici, če nimate, Ledgerja ali pa Trezorja, a ne, recimo, ne, se pravi hard walleta, in pa tudi drugi načini so še, kako varovati svoja sredstva, kako, da hekerji ne pridejo v bistvu noter, a ne. O varnosti bom, govorila enkrat, točno vse stvari, v bistvu, kje so nevarnosti, kaj morate narediti, da, nimate pač nekih težav, zaradi tega, ker največji problem so Windowsi pa pol, MetaMask in pa seveda Google Chrome ali pa tudi drugi browserji, je čisto vseeno, a ne. Zdaj, če kliknem restart MetaMask, sigurno ne bi pošiljala nobenih bugov, a ne, mimogrede, Pulse Chain razvijalci so odkrili bug na Binance omrežju, pozor vsem, ki uporabljate,
je že vsa ta leta bug na Binance omrežju, a ne. Tako da jaz v bistvu tega omrežja ne uporabljam. Dejansko uporabljam trenutno Ethereum, omrežje Binance zelo redko, če je treba, če je nujno, drugih omrežij tudi ne uporabljam, razen če je nujno. Bitcoin je dosti v redu omrežje, nisem imela nobenih težav v bistvu na samem omrežju, tudi sem za kupovanje Hexa uporabljala, puščam pa seveda še čakamo, da bo. Ethereum je pa največje omrežje, na žalost je tudi MetaMask največja denarnica, ki podpira čisto vse mreže, zato v bistvu tega hard forka ne boste, oziroma pač forka od Ethereum mreže ne boste videli drugje, razen recimo, zdaj, če vam pokažem, Kraken je meni danes poslal, Kraken mi je tole dal, v bistvu pač kot pač položili so mi Ethereum POV, se pravi iz te mreže, Ethereum Wrapped sem dobila recimo, a ne. To zdaj jaz Kraken uporabljam kot most, kot bridge iz evrodolar sistema v kriptosistem, ker zaenkrat je najbolj varen, kljub temu, da je centraliziran, se mi je najbolj v redu deluje, no, za mene. Ja, se pravi, okej, tole v bistvu. Poglejmo MetaMask. Ja, če boste hoteli, ta Ethereum mrežo, ta novo Wrapped videti, potem boste v MetaMasku se vidi, potem se vidi v bistvu na Krakenu se vidi, drugje pa recimo Atomic Wallet ne vidi in Ledger tudi ima izklopljen in pač enostavno greste tukaj na na povezavo, a ne, pač hard walleta z MetaMaskom. Import connect hardware wallet in preko MetaMaska lahko vidite, kaj imate v hard walletu. Jaz sem šla pogledat in vidim komplet mrežo, ampak je potrebno v bistvu to mrežo zdaj dodati, a ne, to je tole. Ethereum Wrapped Mainnet, zdaj to mrežo sem ne tole, sekundico. Zdaj tukaj vidimo, da imam več mrež in med njimi je zdaj tudi ta, ne. Med njimi zdaj tudi ta mreža. Zdaj, če hočete videti kovance v tej mreži, jaz bom dala v opis spodaj, vam bom dala, kaj vpisati, kaj v bistvu greste tukaj spodaj. Samo malo, greste tukaj spodaj na Add network, a ne, in potem tukaj spodaj boste kopirali, ke vam bom dala v opis videa, se pravi ime omrežja in vse te podatke, a ne, boste vnesli noter in potem boste lahko mrežo dodali in jo boste imeli tako, kot jo imam jaz. In potem preklapljate na original oziroma pač to zdaj, ke je mreža Proof of Stake, to je tale, a ne. To je tale mreža, na to lahko preklopite, tukaj vidite, je navaden Ethereum ETH. Jaz sem noter dodala Hex in pa tudi Wrapped Ethereum je na tej mreži, a ne, Wrapped Ethereum, to je, jaz sem šla pogledat na, recimo tole je Kyberswap, vam bom tudi dala povezavo, tukaj lahko menjate Ethereum za Wrapped Ethereum in obratno, če bo kdo hotel. 1:1 je zaenkrat, a ne. Zdaj tako, jaz tega ne bom delala, in sicer iz izkušenj pa z tega, ke sem zelo veliko zdajle poslušala o izkušenih vlagateljev, tudi drugih, mnenja drugih,
večinoma izkušenih vlagateljev ne bodo menjali tega, a ne, se pravi, da bi wrapped Ethereum menjali za Ethereum, pa da bi to preposlali na to mrežo. Mislim, tukaj se da, a ne, s temle načinom se to da narediti, ampak je zdaj tako, v bistvu mreži nista še čisto stabilni, lahko izgubite stvari in če boste to delali, poglejte moj prejšnji video, in naredite tako, da ločite, se pravi, vi imate v MetaMasku, če gremo v MetaMask, a ne, pa da vi dodate neki kovanec, recimo Hex imam tukaj in sem ga dodala tudi na tem wrapped, a ne, tudi Hex. Čisto isto ga dodate, se pravi, greste na import tokens in bolj tukaj vnesete podatke, recimo, ne, če pogledamo Hex. Hex je tukajle, tole je pogodba od Hexa, kliknete, a ne. Zdaj, če drugih podatkov nimate, lahko kliknete tudi na Etherscan in tukaj vidite vse podatke, a ne, decimalno mesto mora biti pravilno, drugače imate znesek napačen. V denarnici pa pač pogodba. Tako da greste pol v MetaMask, kje pa si? MetaMask. MetaMask. Da se mi je tale povezal z MetaMaskom. Samo sekundico. Teh akavntov imam pač več, tudi eden od teh je, ga je hotel imeti skemer, sem mu poslala, pa se ni zgodilo pač nič. Če bi imela pa noter zadeve, bi se pa znalo zgoditi, da bi lahko, da bi mi lahko pač skemer naredil kakšno težavo oziroma pobral, dejansko bi mi pobral. Import, samo malo gremo, kje si, import tokens, kliknemo in potem dodamo noter, to je pogodba, a ne, to je pogodba, pa simbol od Hexa je Hex, EX, in pa smo rekli 8 decimalk ima in pa add custom token. Takole, in ga imate noter, a ne, import tokens. Tako. Tako da, tako dodate, a ne, in boste videli, in boste imeli enako število na obeh mrežah, enako število, 1:1 je menjava, oziroma to je posnetek, pardon. To je posnetek, tako da imate popolnoma isto število. Jaz sem šla še druge kovance noter dati, recimo DAI, USDC, Shiba Inu, ne vem, whatever, ker pač vse kovance, ki jih imam, sem jih dodala noter in jih vidim. In so tudi zneski so isti na obeh mrežah. Zdaj pa pozor, a ne. Jaz ne bom tega zdaj tikala prav nič, a ne. Nič ne bom naredila s tem, pustila bom na miru, tako ko je, in tudi ne bom premikala z ene mreže na drugo mrežo. Zdaj, moje izkušnje so in pa tudi drugi so rekli, da pri teh premikih z enega omrežja na drugega lahko izgubiš denar. Zakaj ga izgubiš? Vmes čakajo hekerji, bugi so, pač že narejeni programi za to obuti in pa tudi mindset. Mindset je tukaj, če si ti v nekaj vlagal, je najboljše, da tam pustiš in da to pustiš za dolgo, dolgo časa in potem žanješ res dober rezultat. Zdaj, ta wrapped lahko, da bo deloval, nimajo prav dobrih programerjev, razvijalcev, ta wrapped Ethereum mreža, ki je še vedno proof of work. Ampak lahko pa, so pa edini, ki se zdaj med sabo pogovarjajo. Prej se razvijalci med sabo niso nič pogovarjali, te na push-chainu, ne, ampak se zdaj morajo, so prisiljeni, ker je Richard Heart tako naredil, da morajo med sabo komunicirati in tekmovati in najdejo v bistvu stvari in v glavnem grejo zadeve. Richard Heart vodi komplet Ethereum, kompleta fork od Ethereuma, torej push-chain vodi enako kot vodi svoje podjetje. Zato so stvari tako uspešne. Zato veliko ljudi, vključno z mano, verjamemo v bistvu v ta projekt in tudi vlagamo, zaradi tega, ker vanj ga verjamemo. Ampak vi pa
razmislite dejansko sami, a je to v redu ali ni. Za vas, a ne. Zdaj sem šla še tukaj na mačo pogledat, je tudi wrapped Ethereum. Na Uniswapu ga včeraj nisem našla, lahko da danes je. Tako da se da v bistvu, čakajte, če vtipkam noter en Ethereum, 1,1 je menjava, a ne. 1,1 in v bistvu je cena že, a ne, če majhen povečam, da se malo bolje vidi tole. Se pravi, cena je trenutno, ceni se že malo razlikujeta, danes se že majhen razlikujeta med seboj, a ne. Tako da zdaj to je to, a ne, pač, jaz mislim, da ni pametno hiteti, mislim, da ne. Zdaj na vrat na nos, bugi so še, v bistvu lahko izgubite stvari, škoda je. Dajte pa, recimo jaz bom zdaj uporabljala DAI pa USDC, a ne. In to dvoje bom premaknila se pravi v MetaMasku, naredite še en account tulele gor, a ne, jaz jih imam pač več accountov. Samo malo. Takole. Da bom lažje videla. Sploh ne vem, kaj tako miga, account details, ne. Tale bo po moje na pamet delam, ke toliko miga, to pomeni, da ima z JavaScriptom kar težave ta trenutek, zato tako miga, čudno. Ja, v glavnem tukajle lahko naredite več accountov, a ne, v MetaMasku in oziroma jaz bom to naredila na Ledgerju, a ne. Account, se pravi, še en account na Ledgerju bom naredila prav fizično na Ledgerju in bom preposlala iz tega zdajšnjega accounta, ke imam na Ledgerju, prepošljem pač na drugega, a ne. Tukaj se vidi, če kliknem na tole, se vidi, tule recimo imam 3 accounte preposlano, Wrapped recimo, Genius, Giveaway account 1 in pol delam s temi. Pač v MetaMasku naredite tako, da greste create account, na Ledgerju tudi podobno in vpišete recimo, ne vem, naredim test, create, takole. In ti accounti imajo zdaj različne tele številke gor. Se pravi, različne naslove, to je isto, ko bi imeli, ne vem, nov mail naslov, na primer, ne. Tako da zdaj imam 4 accounte, ne. In na primer iz tega account 1 prepošljem na tega. Samo preposlati je treba. Zakaj? Zaradi tega, da prekinete povezavo med obema denarnicama na Ethereum Wrapped in pa na Ethereum Mainnet. Je treba prekiniti in to je treba na obeh denarnicah narediti isto. Najprej naredite na Mainnetu, prepošljite in potem pojdite še na Wrapped varianto in prepošljite, zato da prekinete, da preprečite hekerjem in to, da bi delali da bi vam uleteli not booti in da bi vam pobrali v bistvu, ker zdaj čakajo na to, a ne. Če boste pustili na tem omrežju Wrapped, če boste pustili gor sredstva, je lahko če to čez leta, desetletja zelo velika vrednost in škoda, da vam hekerji zdaj to poberejo, a ne. To je res škoda. Lahko pa da imate velike vsote, velike vrednosti in bi bilo res škoda, pač. Zdaj, še Hex, a ne, jaz imam ta teden Hex za odstejkati. Meni je škoda, zdaj če pogledam, da je to že zdaj, se pravi, konec tega tedna, a ne, pač in bom, kaj bom naredila, a ne. Ker jaz sem želela, da bi to bilo po 22., da se mreže malo bolj umirijo, ampak pač tukajle bom čez vikend delala, nimam druge variante. Zdaj, kaj bom naredila? Takole. Najprej, zdaj to imam jaz na Stakerju, oba sta na Stakerju.
In zdaj stejkerja osebno ne bom več uporabljala iz 2 razlogov. En razlog je, ker je drago na stejkerju v bistvu, in drug razlog je, ker vse, kar delam prek stejke, je tako zelo težko, a ne. Zelo težko, v bistvu tudi hedron in vse te stvari je treba samo na ledger dati, da lahko v bistvu grem gor z gnozisom in da lahko dol poberem hedrone. Se pravi, prvi korak, preden bom odstejkala, bo, da bom mintala hedrone, vse, kar sem jih zaslužila, in jih bom dala takoj stejkat preko Icose, Icosa poglejte moj video, kako hedron pa Icoso, v bistvu pač ta app, bom odprem in potem dam stejkat hedron preko tega appa, ne. Naslednji korak bo, da odstejkam heks, in ko bom dobila heks dol, hekse bom zbirala in jih bom potem pač, hekse bom sicer zdaj vložila te hekse bom razdelila na 4 dele in bom vložila v base, trio, laki pa deci, maxi dao, ker se mi zdi, da imam zelo, zelo, zelo dober občutek, da bo tole odlično delovalo, pa bi izkoristila te hekse, ki jih bom imela, da jih bom dala tja noter in se bo to stejkalo in bom pač imela veliko dodatnih heksov in veliko dodatnih hedronov bom dobila, in to lahko potem stejkam in obračam, a ne. Obračam v Icoso, v hedron, v heks in obračam in imam vedno večji znesek, vedno več, a ne. In se splača v bistvu. Tako da poglejte moje prejšnje videe, vse to o tem govorim in se poučite in morda vam bo katera od teh stvari ful v redu. Meni vse mi je v redu, v bistvu in hedron in maxi se podpirata med sabo in vse skupaj podpira heks in poriva heks gor. Zdaj to, te 2 stejka, v bistvu imam 4 stejke zdaj. 4 stejke, a ne, ker je tudi na wrapped sta te 2 stejka. In na obeh mrežah bom naredila isto in takoj, ko bom dobila dol hedrone in takoj, ko bom dobila dol hekse, bom to najprej preposlala na drug račun v isti mreži, v ledgerju, in od tam bom pol stejkala, a ne. Iz tistega drugega računa, zato da prekinem povezavo med obema denarnicama. To isto bom naredila na wrapped mreži. In sem se odločila, da bom na wrapped mreži v bistvu, če se da, nisem šla še gledat, da bom na wrapped mreži naredila dejansko isto, a ne. Isto, da bom naredila, če se pa ne da, bom pa hekse šparala, pa bom videla, kaj se da narediti. No, to bom videla konec tega tedna, pa vam bom posnela še enkrat video, da vam povem, kaj sem naredila in kaj se je v bistvu zgodilo, kakšne so moje izkušnje. Ja, zdaj meni komp kar naprej javlja, v bistvu jaz imam skozi neke, jaz uporabljam drugače nekje Linux, nekje v bistvu Windowse, in tam, ko imam Windowse, skozi mi antivirusni program Note32 javlja, da poskuša moj komp poslati neke podatke, pa mu to on preprečuje, a ne. Tako da pazite, v bistvu, zdaj, kar se varnosti tiče, najbolj varni so Asusi, ki nimajo kitajskih komponent noter, tako da za kripto je najbolj varno kupiti Asus kompjuter in imeti posebej kompjuter samo za te stvari in posebej telefon samo za te stvari, a ne. Jaz imam celo 2 telefona, zaradi tega, da če mi te dvostopenjska avtentikacija crkne, da imam na drugem telefonu, da lahko pol to kopiram, da ne izgubim ključev, da ne izgubim svojih ključev. Nisem še v bistvu prišla do tega, morala bom testirala bom tudi YubiKey ali pa te
varne zadeve, ke še bolj v bistvu so varne, da ti ne vtipkavaš stvari na kompjuterju, ker je baje zelo, zelo lahko komplet posnetek vašega kompjuterja narediti, pa da heker to kar pri sebi dela. Baje to zelo, zelo, zelo lahko narediti. Tako pravijo tisti, ki se na to spoznajo. Zaradi tega jaz v bistvu, če delam kripto, prižgem kompjuter, naredim stvari, ugasnem in ven potegnem internet. In ga sploh, in vedno delam preko kabla, nikoli prek wifija. In vedno to delam doma. Doma, kjer zelo daleč okrog ni nikogar, razen krave, psi in kmetije. Tako da to je to zaenkrat. Vso srečo, v bistvu čestitam za to, da imate podvojeno vse skupaj. Kaj se bo pa dogajalo z obema mrežama, to bomo pač videli. Jaz osebno stvari ne bom premikala, sem se odločila tudi, ko bo puščen, da iz teh mrež ne bom premikala, bom pustila na vsaki mreži nekaj. Pa če ena mreža crkne, pač crkne. Bom imela pač na drugi mreži, zato ker delam stvari zelo dolgoročno, ker se to očitno najbolj splača. Hvala lepa za posluh, dajte všečkati, če vam je bilo všeč, kaj komentirajte, napišite spodaj, če imate kakšne informacije. Nekaj vas tudi vidim, ko gledam videe, v bistvu drugih ljudi, vas tudi vidim, vas tudi nekatere zraven dajte napisati kakšen komentar, če imate kakšne informacije več kot jaz, če imate več časa gledati več videov. Najbolj se splača po mojem mišljenju gledati Deepcatcherja, tega razvijalca, ki dela v živo, Maximus DAO, dela v živo neverjetne stvari in se lahko ful veliko naučiš in vse pove, vse odgovarja na vprašanja in so njegovi videi dolgi od 2 do 8 ur, ampak se pravi, cel šiht v bistvu naredi na kompjuterju skupaj z ljudmi in razvija skupaj, ampak dobite res ta prave informacije od profesionalca. Lep pozdrav, šerajte video, če se vam zdijo zadeve koristne, lahko tudi donirate in bom lahko v bistvu veliko lažje potem delala video tudi naprej. Hvala lepa in lep pozdrav.